Pretekli 2 leti za Slovenijo nista bili lahki. Ta čas lahko mogoče primerjamo samo s tistim časom slovenskega osamosvajanja. Tokrat smo se borili z boleznijo, ki je žal terjala številna življenja. Nedolgo nazaj me je nekdo vprašal, zakaj smo sploh sestavljali vlado v tej situaciji, potem ko so drugi vrgli puško v koruzo. Odgovoril sem, da je takrat imela Slovenska demokratska stranka 2 možnosti. Lahko bi šli na volitve, kampanja bi se dogajala sama od sebe, skladišča so bila prazna, zmagali bi z velikansko razliko. Druga možnost pa je bila, da sestavimo vlado, rešujemo življenja in Slovenijo. In odločili smo se za to možnost. Če bi se danes odločali ponovno, bi sprejeli enako odločitev, čeprav smo takrat vedeli, da bomo za to plačali visoko politično ceno. V tem času je bilo potrebno sprejemati težke, nepopularne odločitve. Omejiti smo se morali pravzaprav povsod. Zato, da so lahko najbolj ranljivi preživeli. Zato, da se slovenski zdravstveni sistem ni sesul, ker potem bi umirali tudi vsi drugi zaradi drugih bolezni. Prepričan sem, da smo v tem času naredili vse, kar je bilo v naših močeh. Da nismo pozabili na nikogar. Ampak danes nismo tukaj zato, da bi govorili o sebi. Danes bi rad slišal vaše mnenje, vaše zgodbe, čisto vsakega izmed vas. Gospod Janša, zagotovo je težko biti predsednik vlade v času COVID krize. Ali vas je bilo kdaj strah? Ja, mislim, da nas je bilo vse strah, tudi mene. Vsako jutro ali zvečer mi je žena govorila zgodbe o usodah ljudi, ki so dobili okužbo, tistih, ki jih je bilo potrebno intubirati, pa tudi o tistih, ki so umrli. In zame to ni bila statistika, zame to niso bile zgolj številke na papirju. In ja, bilo nas je strah. Vendar nas je to dodatno podžgalo, da smo delali noč in dan in da smo naredili vse, kar je bilo v naših močeh in še več, da je bilo žrtev čim manj in da bi napolnili prazna skladišča, da bi sprejemali ukrepe, kot so jih sprejemale tudi države, ki so bile boljše pripravljene. In ne glede na to, da je bila Slovenija nepripravljena na to epidemijo, smo v nekaj tednih ujeli tempo in tisti prvi val zelo uspešno obvladali. Se vam v nobenem trenutku ni zdelo, da bi vse skupaj pustili ali odstopili? Odstopili so že drugi, tako da je bila tam na tisti strani velika konkurenca. Zdaj, če bi odstopili še mi, če bi gledali zgolj na lastne koristi, potem bi Slovenska demokratska stranka šla takrat na volitve, kampanjo bi tako ali tako drugi delali za nas in verjetno bi dobili rezultat, kot ga še nikoli v zgodovini nismo. Samo kakšna je bila cena za to? Na tisoče mrtvih, Slovenija kot Bergamo. In ja, ta odločitev je bila težka. Ta odločitev je bila težka. In ko danes gledamo nazaj, vemo tudi, da smo plačali za to politično ceno. Plačali smo tudi osebno ceno. V 2 letih praktično ni bilo prostega dneva, ni bilo proste noči. Vendar nikoli nismo pomislili na to, da bi se vdali. Nismo tega kova. Gospod Janša, stara sem 61 let. Bližam se obdobju, ko ne bom mogla več poskrbeti sama zase. Ne bom si mogla skuhati kosila ali vstati iz postelje. Ali bo poskrbljeno zame, ali vam je mar zame?
Ja, mar nam je za vas in za vas bo poskrbljeno. Kljub epidemiji smo v tem mandatu naredili več za dolgotrajno oskrbo starejših kot prej v 20 letih. Investicije v domove za starejše, sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, zakona, ki namenja več kot pol milijarde evrov v prihodnosti za skrb za starejše. To je nekaj, kar je Slovenija sicer naredila z veliko zamudo, vendar smo to naredili. Nič več ne gre denar zgolj za razne stvari, za nekatere nevladne organizacije na Metelkovi 6, za katere smo dali na stotine milijonov v zadnjih 10 letih, pa ne poznamo nobenega dosežka od njih. Ne rečem, da ne bi smeli obstajati, vsak lahko ustanovi nevladno organizacijo, dela tisto, kar hoče, smo svobodna država, vendar pa ni dolžnost davkoplačevalcev, da to financira na račun tistih, ki trpijo, ki jih skrbi za to, kako bodo preživeli svojo starost, čeprav so 40 let delali, plačevali pokojninsko in zdravstveno blagajno. Ta trend smo obrnili, zato naj vas ne bo strah za prihodnost. Gospod predsednik, evo, tudi jaz imam eno vprašanje. Zdaj, jaz zaradi službe veliko časa preživim za volanom in kamorkoli pridem, jaz vidim zasajene lopate, pa da se konstantno nekaj gradi. Zdaj, kako je to možen, da se zdaj to gradi v primerjavi z 2 leti nazaj, ko je bila pa druga stran oblasti? Ja, dobro vprašanje. Dva razloga sta za to. Prvi je v tem, da smo v tem času kljub epidemiji zagotovili znatna sredstva, ker so imeli visoko gospodarsko rast. Okrevanje je bilo hitro, hitrejše kot v mnogih drugih evropskih državah. In ta denar dejansko namenjamo za tisto, kar ljudje potrebujejo. Drugi razlog za to pa so evropska sredstva. V tem času si je Slovenija izpogajala več kot 10 milijard evropskih sredstev iz sklada za okrevanje in razvoj in naslednje, oziroma zdaj že tekoče finančne perspektive Evropske unije. Še nikoli nismo zagotovili v zgodovini slovenske države toliko investicijskih sredstev. Torej, zgrajene bodo ceste, ki doslej niso bile, modernizirana bo železniška infrastruktura, zgrajene bodo nove šole, zgrajeni bodo novi vrtci, zgrajeni bodo domovi za starejše, zgrajeno bo marsikaj, kar ne načrtuje država, vendar pa smo tudi občinam dvignili povprečnino in s tem denarjem, marsikatera lopata, ki ste jo videli, je občinska, ker smo občinam zagotovili več denarja, ker tisti, ki denar prispevajo, bistveno bolj vedo, kje so potrebe in če se denar porablja bližje tistim, ki ga prispevajo, potem je tudi bolj racionalno porabljen in bolj pod nadzorom. Politika slovenske vlade je politika decentralizacije in ta politika je zaslužna za to, da te lopate vidite tudi marsikje drugje, ne samo v Ljubljani. Predsednik, videli smo, kaj se je zgodilo v Ukrajini. Ali lahko vojna pride tudi v Slovenijo? Se lahko zgodi 3. svetovna vojna? Se moramo pripraviti? Zdaj, iz zgodovine smo se naučili, da moraš biti vedno pripravljen. Vendar pa delamo vse za to, da vojna ne bi prišla v Slovenijo in ne bo prišla v Slovenijo. Danes ni več leto 1991, takrat smo bili sami. Ampak kljub temu, da smo bili sami, smo se sami tudi ubranili. To, kar se zdaj dogaja, je deloma podobno tistim časom, velika razlika pa je, da danes nismo več sami. Danes smo v Evropski uniji, smo v zvezi NATO in neka zavest, da se lahko neki časi, za katere smo mislili, da so že zdavnaj mimo, kljub vsemu lahko vrnejo tudi v Evropo in da je treba biti pripravljen in čuječ in resno imati tudi obrambne priprave. Ta zavest je danes bistveno višja, kot je bila kadarkoli po padcu železne zavese, berlinskega zidu. In Slovenija se trudi ne samo znotraj nacionalnih okvirov, ampak tudi znotraj evropskih okvirov in znotraj NATO, da iz te zavesti, iz teh besed tudi meso postane, da se okrepi obrambna moč NATO, še posebej vzhodnega krila NATO,
in na ta način ta nevarnost ostane daleč od naših meja. Torej delamo vse na tem, tako v nacionalnem okviru, kjer krepimo Slovensko vojsko in nasploh slovenski obrambni sistem, kot tudi v mednarodnem okviru, da bi bila Slovenija varna. Ključna skrb slovenske vlade je vendarle varnost Slovenije. Gospod predsednik, diplomiral sem iz elektrotehnike. Rad imam Slovenijo, res se ne pred odselil, ampak moja plača bi bila v Nemčiji veliko višja. Z nemško plačo bi lažje zgradil novo hišo in na stara leta bi bila moja pokojnina višja. Večina mojih sošolcev se je že odselila. Kaj boste storili, da nas več ostane? Veliko je še za postoriti, veliko pa smo tudi že storili in rezultati bodo prišli. Zakon o dohodnini, ki prav vsem daje večje plače, brez tega, da je gospodarstvo ali pa da so delodajalci bolj obremenjeni, je velikanska sprememba. Se pravi, brez tega, da bi bilo gospodarstvo, ki mora tudi investirati in ustvarjati nova delovna mesta, z davkom bolj obremenjeno, bo vaša neto plača večja. Večja bo tudi neto plača vseh ostalih gospodarstv in plače tistih vaših kolegov, ki so zdaj v Nemčiji, če so šli v Nemčijo, bistveno večje, bodo počasi postale primerljive s tem, kar boste lahko zaslužili v Sloveniji. Poleg tega ima Slovenija druge prednosti, ki jih morda Nemčija nima, Slovenija je lepša. Slovenija ima to prednost, da lahko od doma do službe verjetno pridete bistveno prej kot v Nemčiji. Slovenija ima to prednost, da se razvija. Slovenija ima to prednost, da ima visoko gospodarsko rast, še enkrat višjo od Nemčije, kar pomeni, da so priložnosti za mlade večje. Lahko napredujete hitreje. Mogoče bo vaša plača na začetku nekoliko nižja, samo boste bistveno prej dosegli nek položaj, glede na to, da smo država, ki se razvija hitro, kot pa recimo v Nemčiji. Torej, ko vse to zračunate, je jasno, da se vam splača ostati doma. Politiko aktivno spremljam, zdaj pa ne verjamem več ne levim, ne desnim. In na volitve ne bom šel toliko časa, dokler se ne boste skupaj stopili. Ne slišim tega prvič. In vedno, ko slišim to vprašanje, najprej rečem, slabo vlado običajno izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve. Vendar to ni kritika vas. To ni kritika dobrih ljudi. To je kritika, to je tudi samokritika. To je kritika ozračja, v katerem se je vzpostavilo neko vzdušje, kjer se več pravzaprav ne ve, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je prav in kaj je narobe. Tega ne more noben zakon predpisati. Gre za to, da se družba razvija v neko smer, ker se to ve samo po sebi. Zdaj govorimo o vrednotah. In žal nekateri v Sloveniji delajo vse, da je bila ta meja čim bolj zabrisana. Začelo se je s tistim stavkom, da obstaja več resnic. Veste, če obstaja več resnic, potem ni več meje med dobrim in zlim. In na nas je, na vsakemu posamezniku je, da gre preko tega, da razmisli, kaj je res dobro, kaj je manj dobro in kaj je zlo. In da se odloči. In ko znamo to, ali pa ko smo se pripravljeni soočiti s tem dejstvom, potem najbrž nimamo več dilem, ali bi šli na volitve ali ne. In glasujemo pa za tistega, za katerega mislimo, da je bližje našim vrednotam. Najslabše pa je ne se opredeliti, misli, da bodo drugi odločili namesto nas. Tisti, ki verjame, da drugi znajo bolje odločiti od njega, je običajno razočaran po vsakih volitvah. Gospod predsednik, mnogi nasprotniki pravijo, da ste avtoritaren. Ali je to res? Uporabili ste še milo besedo. Jaz sem tudi fašist, diktator. Naša stranka je diktatorska, imamo 26 poslancev, od 90 pa imamo diktaturo. Še prej smo vlado sestavili, so kričali smrt fašizmu, smrt janšizmu, ubij Janšo.
Torej, še hujše, ne, kot pravite. Ni bilo dneva v tem času, še v času več kot 2 let, da ne bilo grozilnih pisem, zapisov na omrežjih, pisem, ki jih pošiljajo moji družini, celo staršem od žene, sodelavcem. Ne. Tako da, glejte, ne, če bi jaz avtokrat ali pa diktator, nič od tega ne bilo. Ne. V diktaturi, ne, če se grozi diktatorju, potem ne, se tako konča, kot zdaj vidimo v Rusiji. Tako da to je smešno samo po sebi. In je pa zelo žalostno, da to dobiva velike odmeve v srednjih medijih in da se je vzpostavilo neko stanje, ko ne vem, tistega, ki to govori, ne smeš kritizirati, ne smeš se niti braniti, je to takoj avtokracija. Tako ravnanje se pa pač ne preganja. Ampak jaz mislim, da smo že preko tega, da smo danes v neki situaciji, ko je slovensko občestvo dozorelo, ko zna ločiti med tem, kaj je avtokratsko in kaj ni avtokratsko. In mislim, da je k temu zelo prispeval tudi gospod Putin, ko je z enakimi besedami o defašizaciji, smrt fašizmu, denacifikaciji napadel Ukrajino. Nenavadna tišina je zavladala potem. Ste opazili v Sloveniji, danes so zelo redki, ki ponavljajo te besede obtožb, kot smo jih poslušali zadnji 2 leti, zato ker zvenijo neverjetno podobno s tem, kar se dogaja v Ukrajini danes. Gospod predsednik, moj oče je zelo bolan. Že 6 mesecev čaka na operacijo. Ali lahko posredujete, da ne bo prepozno? No, najprej mi žal za vašega očeta in žal mi je, da toliko časa čaka na operacijo. Delamo pa vse na tem, da se to ne bi več dogajalo, ne samo za vašega očeta, ampak za vse. Slovenija še nikoli ni investirala toliko v izgradnjo zdravstvenih kapacitet. Še nikoli se nismo tako trudili za to, da bi povečali vpis na medicinsko fakulteto. Trudimo se tudi, da izboljšamo plačni sistem v zdravstvu, da ljudje ne bi odhajali iz zdravstvenega sistema. To so vse stvari, ki bistveno vplivajo na čakalne vrste. Ker če ni dovolj ljudi, če ni dovolj bolniških postelj, potem se čaka. In to je potrebno rešiti. Vse ostalo, kar govorijo, da je potrebno ne vem kaj spremeniti, da je treba delati drugače, pravijo. In v tem mandatu smo zagotovili dovolj denarja za prihodnje, da bo v zdravstvenem sistemu drugače in da bo vaš oče pa tudi vsi drugi, ki čakajo predolgo, prišel na vrsto. Gospod predsednik, Slovenija ima veliko lepih mest in vasi. Imamo tudi zelo lepo prestolnico, ampak Slovenija ni samo Ljubljana in mislim, da bi morali investirati tudi v ostala mesta in podeželje. Ja, strinjam se in ta vlada je naredila vse, da bi bilo temu tako. Ampak razvojna politika je tanker, ki se ga ne da obrniti v enem mesecu. V 2 letih pa smo skoraj ga. Tako da danes ni slovenske občine, kjer se ne bi gradilo, ni slovenske občine, kjer ne bi vsaj enega projekta financirali bodisi iz državnega proračuna, bodisi iz evropskih sredstev. Torej, ta vlada se zaveda, da Slovenija ni samo Ljubljana. Dolgo časa smo poslušali, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu. Ljubljana je najlepše mesto na svetu. Naš cilj pa je, da Slovenija postane najlepša država na svetu. Zato delamo.